A veste, kjer vprašanje so nam v zadnjem času največkrat postavili, oziroma večkrat, kakor pa recimo, a bi šla vidva z nami danes na pir? Ali pa, kaj pa če bi šli mi žurat danes večer? Ali pa celo, mi lahko flikneš 10 evrov. No, nič od tega ni bilo. Najbolj pogosto vprašanje je bilo, a se mi splača kupiti iPhone 16 Pro? Se da. In odgovor je, ne splača se vam ga kupiti. Wait a damn minute. Razen, če res nimate par let starega telefona, recimo iPhone 13, konc videa. Lahko že tukaj zaključimo, ker so že ostalo povedala vse zadnjič v 8. epizodi oziroma najnovejši epizodi Gigabajta podcasta, ker se govorilo od iPhone-ov in Apple. Sicer je trajala 2 uri, pojdite pogledat, tale na najnem kanalu je, ali pa jo pojdite poslušati na Spotify ali pa Apple Podcast. Res se vam splača, ker sva ful informacij povedala, itak zato je dolga epizoda. Ampak, Davor, dajmo malo prebrinzati, dajmo malo staviti konji, vse ni tako črno-belo, kot se zdi. Ker fora je namreč v tem, da je 16 Pro zelo tak bizaren telefon. Je odličen skoraj v vseh pogledih, saj pač Apple, ampak za Apple standard ni nek res dober iPhone, če je to nekako logičen. Zakaj? Zaradi tega, ker je nedokončan proizvod. Se mu ironično manjka tista ena stvar, po kateri bi dejansko se razlikoval od lanskih 15. Ja, to se pravi, je dober telefon, razen tiste ene stvari, v kateri bova več rekla pozneje, se pa komaj kje razlikuje od lanskoletnih telefonov in zato je tak manjši upgrade, ki komaj, če sploh, upravi svojo letošnjo generacijo in to je nekako njegova največja hiba. Dajmo popestriti tale video, čeprav je vse malo dolgočasen, pač iPhone 16 Pro je dolgočasen, kako bova to naredila? Eden od naj bo čez cel video dejal argumente za nakup 16 Proja, eden od naj pa zakaj ga ne kupiti. Čisto zato, da boste imeli malo uravnoteženo sliko, ko se boste odločali za nakup tega telefona. Jaz bom to pod dober policaj in bom začel s tem, da bom rekel, da iPhone 16 Pro kupite zaradi izdelave, ki je vrhunska. Steklo spredi, steklo zadaj, ogrodje iz titana. Telefon je že zmeraj zelo udoben držati od lani, deluje premijsko, všeč nama je pa je tudi, kako letos so zmanjšali, koliko manj štrli modul za kamere. Ja, ampak razen te mehne spremembe, ki pač res morate vedeti za njo, je ta telefon praktično identičen lanskoletnemu Proju. Pač resno, postavite jo enega zraven drugega, pa da ne bi vedeli, da gre za telefona dveh različnih generacij, a bi sploh opazili razliko? Ker grem gravo staviti, da 95% populacije ne bi opazili nobene razlike, verjetno bi se pa celo najdel kdo, ki bi rekel, da je 15 Pro letošnji telefon. Dobro, Andrej, sam neki razlike pa še všen. 16 Pro ima letos večji zaslon, diagonale 6,3 inča, namesto 6,1 inča, kot je bilo na 15 Pro. Ker ima manjše obrobe okoli zaslona, kar pomeni, da je po velikosti enak kot 15. Samo še večji zaslon. Plus to, da lahko osveževanje njegovega zaslona spusti vse dol do 1 Hz, pa špara na energiji. Evo, že tukaj sem ti dal 3 razloge, zakaj kupiti 16 Pro. Ja, Pošten, Sam, daj bo iskren z mano. Kdo bo to opazil, a bi ti sploh kupil telefon zaradi tega, ker ima manjšo obrobo, ker ima več zaslona, čeprav je isto velik, pa ker se osveževanje spusti do 1 Hz, ker je nekaj, kar vedo pač sam ta največ geeki. Ja, razen teh stvari, ki si jih naštel, res ni druge opazne razlike. Še barve niso nič posebnega. Črn, bel, naraven, pa puščavski titan. No, ampak to spet ni tako res, kot pozabil si dejansko ta glavna stvar, ki je nama na cilji 16 linij. Ne samo naprav in se dejansko tudi fizično vidi. Čakaj, malo mi gre na sve. Camera control oziroma krmilna funkcija kamere. Krmilna funkcija kamere. Misliš ta nov gumb, ki ga je Apple dodal poleg akcijskega. Kva mu sam meni rečeš gumb za kamero? Zaradi tega, kaj je Apple poimenoval tako v slovenščini, ki je mimogrede po skoraj 20 letih prišla končno na Apple naprave za iOS 18, ampak da se vrnem nazaj. Krmilna funkcija kamere pa je ni gumb v klasičnem smislu, ampak je hibrid fizične ploščice na desni strani telefona, ki daje haptičen povraten učinek. Torej, po domač rečen, gumb. Ja, na hiter, pa iOS 18 ni sam na 16-kah in tudi na 5 let starih iPhone-ih. Pa še RCS ne dela, na 18 iOS-ki v Sloveniji sicer ne vem, zakva. Andrej, čak, daj greva nazaj na ta gumb. Lej, Apple pravi, da je to krmilna funkcija kamere, ki omogoča, da hitro zaženete aplikacijo kamera, pol pa s podrsavanjem prsta določite globino polja, preklapljanje med lečami, digitalno zoomiraš, fokusiraš, zajemaš fotke. Torej, z enim pritiskom sprožiš kamero,
z enim zajameš fotko, pa če dejansko zdržiš, pa snimaš video. Dejansko je to fajna stvar, da hitro zajemaš fotografije ali pa video, brez da bi rabo najprej odkleniti telefon, iti v kamero, pa šele zajeti fotko. In to je že eden izmed razlogov spet, zakaj kupiti ta telefon. Ok, dober argument, se sliši kot zanimiva funkcija, a se ti ne zdi, da je to sam še en nepotreben gumb, ker bi to funkcijo kamor dal, ne vem, na gumb za vklop iz sklop, kot je na Androidu, ali pa akcijski gumb. Pa tudi, a se ti ne zdi, da je vse malo gimiki, torej da na papirju deluje, sam koliko folka se bo dejansko ukvarjal s tem, da prav podrsa, da sploh sproba vse te funkcije. Telefon bodo še zmeraj mogli držati z obema rokama, plus dobro veš, da smo ljudje bitja navad in da bo veliko ljudi uporabljalo telefon po ta starem. Pa še full reporter je bilo, da full folku je zaštekal ekran, če so nekak čuden parijel telefon čez ta gumb in so mogli resetirati telefon. Dobro, ta zadnja stvar, ki si rekel, je res malo zaskrbljujoča. Ja, mička ne, ja. Apple, to bo zih malo odpravil, ker je Apple, jaz verjamem v njih. Pa še zmer, na hitro me poslušaj. Ta funkcija kontrole kamere omogoča, da lažje zoomirate in da lažje uporabljate nove fotografske sloge in pa ton. Pa še lažje narediš selfie tudi z zadnjimi kamerami. Ampak a veš, da ne vem, če vse, kar si vpisal, dejansko lažje, kot če na ekranu to narediš. No, ne vem, pa še to. V bistvu praviš, da je torej ta gumb, ki je namenjen za nek ozek krog ljudi, ki se dejansko s tem ukvarja globje, vsi ostali ga bodo imeli pa, ne vem, za zaganjanje aplikacije, fotkanje, snimanje videov. In to je zate dosti dober razlog za nakup 16. Ker, kot se jaz spomnim, bi ta gumb mogel tudi zaganjati funkcijo AI iskanja, kot je recimo Google Lens, ampak te funkcije ni, ker tudi Apple inteligence, ni na tem telefonu. Že vidim, kaj gre za lastivno. Kaj je največji razlog, zakaj ne obavči 16 Proja. Tukaj gor ni Apple inteligence, ker je Apple letos po svetu pač toliko cajtov bo radni objavi telefonov in s katerim naj bi sestavljali odgovore na maile, Siri naj bi dobila integracijo s ChatGPT, omogočala naj bi kreiranje umetno inteligentnih slik, popravljala spisane tekste in delala povzetke, delala genmojije, omogočala večjo stopnjo zasebnosti itd. Ampak inteligence čez lužo ne bo vsaj do konca leta, če ne celo v začetku naslednjega, tukaj pri nas v EU, pa sploh še ne vemo, kdaj bo, ker je zaradi striktnejše zakonodaje Apple ne more spustiti na trg brez odobritve regulatorjev. To še ne pomeni, da enkrat ne bo tudi prišla sem. Samo vprašanje cajta, kdaj bo. Ja, verjetno res, sam se veš, da proizvodov nikoli ne smeš kupovati glede na obljube njihovih proizvajalcev, kakšni bodo ti, ne vem, čez par mesecev ali pa čez par let, pa tudi če je Apple. Dejstvo je, da je Apple inteligence od cajtov snimanja tega videa še ni bilo na tej napravi, ne morva je niti oceniti in je brez veze, da karkoli od njej rečeva, ker samo tratva cajt. Problem je pa v tem, da Apple na veliko je oglaševal to inteligenco povsod, v vseh poslovalnicah, v celem svetu, v oglasih, skupaj z novo animacijo za Siri, ki sta v vrsti za iPhone, funkcija pa dejansko na dan snimanja še ni na voljo niti v ZDA, kaj šele pri nas. So pa razlog za nakup vsaj letošnje kamere, ta glavna in ultra širokokotna sta velikosti 48 megapikslov. Apple je dodal v glavni kameri pritikal fuzija, torej Fusion kamera, iPhone 16 Pro pa letos omogoča tudi snemanje videa v Dolby Vision pa 4K in 120 fps. In moram reči, da ultra širokokotna kamera letos daje občutno boljše fotke, kot jih je pa lansko leto na 15. Videi so še zmeraj vrhunski, to so itak zmeraj bili, to veš. To je bilo zmeraj. Pa tudi s fotografskimi slogi se lahko ful igraš in narediš fotke, kot si jih sam zamislil. To moram tudi jaz priznati. Ultra širokokotna kamera je res boljša. A veš, a to že sam po sebi je dost, da upravičiš nakup letošnjih naprav. Ker pri glavni kameri jaz nisem opazil večjih razlik, ne pri dnevni ali pa pri nočni fotografiji. Je opazna razlika sicer, če delaš makrofotke, to valjda. Sam, če bi pa recimo hotel snimati 4K pa 120 fps-ih, ti pa to komad placa vzame. Pa tudi se mi zdi, da Apple še zmeraj popravlja odsevanje leč pri videih, pa v določenih primerih še zmeraj preveč overexpose šote. Dobro, to veš, da je tako ful stvar osebne preference. Apple letos folku dal vsaj ima opcijo, da malo bolj po svoje naredi, kakšne fotke hoče imeti, če jim tiste po defaultu niso cool, pa še par drugih razlogov manj zate. Ajde, za kam moraš kupiti 16-ko? No, A18 bioničen čip, ki je letos zmogljivejši in bolj energetsko učinkovit, pa iOS 18, ker je Apple res naredil par konkretnih sprememb uporabniškega vmesnika. Ajde, pa telefon se hitreje polne, tudi brežično in žično. Sam že lansko leta na 17 bioničen čip je bil več kot dost hiter. 16 Pro je sam eden izmed mnogih iPhonov, ki so dobili iOS 18 gor, ker si ti že sam prej omenil. No, pa v 16 si hitreje fila, itak,
če dobite ustrezen hiter polnilec. Ali pa če ga imate v adpada, ker v škatli tega sigurno ne dobite, če Apple jih nalepk več, ne, edin kabel so letos drugače zbrožili, to je pa to. Pa še to, 15 Pro z 256 GB brez vezave stane 1328,99 evrov, medtem ko 16 Pro stane 1529 evrov, kar je kar razlika in siguren razlog, da vzamete 15, ki bo počasi verjetno malo še zbližena. Z vezavo je pa pri določenih operaterjih komaj kaj razlike, tako 5 evrov, to se že splača mogoče za tako malo razlike, da še vsem kupite pač ta najnovejši telefon. Poglejte, mogoče tudi pri Telekomu, no, kakšne so cene na različnih paketih. Pa se res pozna. Ja, no, to je v bistvu zdaj na vas, da se odločite. Mi, da se v tem videu nekako predstavlja argumente za in proti, na vas pa je, da se na koncu ne odločite. iPhone 16 Pro ni slab telefon, tako kot skoraj noben iPhone ni bil nikoli slab telefon. Se boste pa mogli res vprašati, ali ga toliko zelo rabite in imeti takoj zdaj, da ne bi mogli počakati še kakšno generacijo ali pa dve, da dejansko pride Apple inteligenca do nas, ali pa da ne kupite še 14 ali pa 15 s kakšnim zelo dobrim dealom, pa boste dobili 95% lastnosti, ki jih ima 16. Mi, da sva vas informirala, odločitev pa je vaša. Dobri poinci, ampak še hvala Telekomu Slovenije, ki nam je posodil telefon za test, za danes se mi da poslavljava. Andraž je imel kar nekaj zelo dobrih pointov. Ti tudi dobro. Ok, no super. To je to za današnji video, se vidimo v naslednjem. Čau!